Lepo vas pozdravljam v spletni klepetalnici, kjer se bomo danes pogovarjali o utripu in o študiju na Teološki fakulteti. Z nami so študentje in študentke Teološke fakultete in potem začnemo z našim klepetom o študiju. Hvala vsem za vašo pripravljenost in udeležbo in želim vam en lep klepet. Kako je recimo s prisotnostjo ali pa s pogoji za izpite, kako se izpiti upravljajo, take zadeve. Zdaj, tisti, ki ste že imeli, mislim, prisotnosti verjetno veste vsi, kako je, pa kaj pomeni. Ta faks te tako ful potegne noter. Načeloma lahko manjkaš mogoče enkrat, dvakrat pri vsakem predmetu. Drugače pa prisotnost kar pomembna, sicer predavanja so zanimiva, tako da ni glih, da bi hotel manjkati. Kaj je bilo še vprašanje? Kako so, se pravi, kako je s prisotnostjo, kako so izpiti, čiste tehnične take zadeve? Okej. Za izpite imajo eni profesori že vnaprej dan datum, za nekatere se tudi sami dogovorite. Dosti je seminarskih, ki vplivajo na del ocene, tako da s tem se porabi kar nekaj časa. Nastja, bi še ti kaj povedala, pomagaj mi. Ne, mislim, da je to tako pa ostali, ki ste se že delali izpite, tukaj malo poveste, kaj malo več o tem. Pri enih predmetih imamo kolokvije, tako da ti pomaga pri končni oceni. Je ful dober, če se ga udeležiš, ko pa imaš manj snovi za na koncu, no? Jaz bi tukaj mogoče rada sem povedala, da v bistvu nam Teološka fakulteta tudi omogoča, da so nam določeni predmeti že priznani, če smo jih opravljali na kakšen drugem faksu ali pa na prejšnji stopnji. Nam tudi profesori, kar se tega tiče, vsaj nam so povedali, že takoj na začetku, da če je kdo opravil oziroma vzporedno študira, da se je potem dogovorilo v bistvu, da pač, če si imel ta predmet, da nisi rabo še enkrat opravil izpita in ti bil predmet že priznan. Če lahko tudi jaz kaj dodam? Super, hvala lepa. V glavnem tudi mi imamo izpite, to mogoče ni tisto vsem najbolj všeč, ampak jih imamo. Zdaj zanimivo smo omenili tudi kolokvije. Kolokvije pri enih predmetih imamo precej, ne vem, včasih 3 ali 5 celo, predvsem pri eksegezi, mogoče za vsak evangelij delaš svojega, pa vsi morajo biti pozitivni ali pa celo še kaj več, če hočeš na koncu, da je pozitivno. In potem še vseeno imaš ustni izpit, ampak je pa dobra stvar to, da res potem na koncu ostane manj vsega, pa če tudi naprimer nisi bil toliko uspešen tisto sprotno delo, vseeno nekaj si odnesel od tega in je potem lažje. Meni osebno je bil tak velik plus, kar se zdaj teh tehničnih zadev tiče, da je pri večini predmetov dejansko tako, da delamo kakšne sprotne vaje. Včasih celo vsak teden je treba kaj napisati, nek komentar ali pa prebereš to, pa malo nekaj napišeš, pa potem prvo uro, ko se spet srečamo, se o tem pogovorimo in mislim, da se precej snovi se da lepo tako predelati, mislim, na nek način ti s to metodo profesor že pomaga, pa te malo motivira, da vseeno začneš delati sproti, ker jaz v svojih zdaj res niti eno leto se še nisem učil sproti, ampak tukaj na Teološki mi pomagajo, pa mi je super. Drugače pa ne vem, ustni, pisni izpiti, mogoče ena zanimivost, zdaj, ker je dvopredmetni študij, se marsikaj mora uskladiti tudi z drugo fakulteto. In je, ne vem, do zdaj, ker sem 3. letnik, se pravi zdaj že v 3 letih, sem imel vsaj en predmet, ki ga nisem mogel obiskovati.
In seveda prvo leto pridem cel paničen do profesorice, bo vprašam, a zdaj pomeni, da bom moral delati drug semester, ali pač letos ne bomo, ne vem kaj, ne morem. In potem, ampak reče, ne. Mislim, gled. Jaz razumem, da se to vsem dvopredmetnim dogaja, to je normalno in sem dobil samo en nasvet. Kolega, presodite, kateri predmet lažje manjkate. Se pravi, tam, kjer bi več odnesel, tam enostavno obiskuješ. Zdaj, prisotnost ni obvezna na predavanjih, ne. Imajo eni profesori celo vaje, ki niso obvezne. Ste pa najdejo kakšni profesori, ki jih sedaj ne bom imenoval, ker vas vabim, da spoznate sami, ki pa tako potihoma imajo pričakovanje obveznosti, prisotnosti tudi na predavanjih. Zdaj pa, mislim, ne vem, je kar pestro, vsakega profesorja posebej spoznaš. Pravim, če se potrudiš, se da marsikaj. Tudi tiste predavanja, ki jih ne moreš obiskovati. Je zabavno, na koncu je zabavno. Super. No, jaz bi dodala samo to, kar je Nikola omenil, da na ZDŠ-ju je 80% prisotnost v skoraj vseh predmetih, mislim da. So pa tudi sploh v prvem letniku te vaje tedenske pri dostih predmetih, kar je včasih malo naporno, ampak v redu, za predelovanje sproti je pa kar fajn. Kakšen odnos pa imate s profesorji? Kako se povezujete z njimi, kako rešujete konflikte, če pride do njih? Jaz bi mogoče rekla, da se mi zdi, sploh mogoče na izkušnjo, ko sem imela iz filozofske, da je tukaj veliko bolj neke obzirnosti, nekega razumevanja, če imaš kakršnokoli problem, nečesa ne moraš speljati, se ti pokrivajo kakšni datumi, si v stiski s časom, osebni stiski, kakorkoli, se mi zdi, da vedno spodbujajo to, da pač pridite do nas, povejte nam, bomo probali zrihtati, bomo probali narediti tako, da boste vi lahko, tudi da boste lahko in opravili vse obveznosti in končali letnik in se ne boste to, mislim, da se tudi ne obremenjujemo, neki roki so in so pač, hvala Bogu za to in ta pravila in tako naprej, ampak če se pojavi težava, se mislim, da vedno lahko obrnemo na njih in to rešimo. Ne bi pa priporočala, da se ne obrnemo na njih, pa probamo nekaj mučkati, čarati, ker to pa več lahko vodi v slabšo za nas, v smislu, da ne moraš priti na izpit, ker pač nisi povedal, da imaš nek problem in ne moreš izpolniti pogojev. Ne vem, da je tukaj ključna komunikacija in da to tudi spodbujajo in da se da pol na koncu vse rešiti. Ja, ne vem, meni se zdi pač to čist vse res, kar je Hana rekla, no. Oni so res dosti odprti, pa v bistvu prisluhnejo, kadar naletimo na nekaj, mislim, sami, če smo odaj naletela, ne, Hana. Zato tudi profesori probajo, ne vem, našo stran razumeti, pa v bistvu smo vsi pol na koncu poiskali neko skupno rešitev, no, ali pa skupno pot, pa pač da se je v bistvu prilagodili. So pa v bistvu z vsemi profesori smo imeli večinoma super odnos, tudi zelo odzivni, vsaj veliki večini, no. Se je dalo z njimi res marsikaj dogovoriti. Tudi, mislim, vsaj jaz nimam te izkušnje iz prejšnje fakultete, smo si lahko tudi malo sami izbirali datume izpitov oziroma termine, kdaj nam ustreza, kar jaz v bistvu na prejšnji fakulteti nisem doživela. Pač tam je bil nek fiksen termin, tle se pa kar dano prilagajati. Tudi poznam koga, ki je malo zamudil na svoj termin, pa v bistvu profesori niso delali nobenih težav iz tega. Tako da nimam nobenih slabih izkušenj glede komunikacije s profesori.
tudi zelo hitro odgovarjajo. Hotela bi še povedati, ker sem lih imela izkušnjo nedavno zdaj, ker smo mogli se pravi nek seminar v skupini narediti in tema je bila naklonjenost. In nekako smo imeli mi zelo veliko težavo, kakršnokoli literaturo na to temo najdeti, ampak smo nekako se odločili, da ne, sej bomo že, ne, pa smo pač brskale in iskale in pač najdle neke drobtine. In potem, mislim, 2 dni pred predstavitvijo smo pač ugotovili, da to žal ne bo šlo in smo pač napisali nek vljuden, seveda so se opravičili mail, ampak smo pač povedali, da žal ne najdemo literature. In smo od profesorice v bistvu dobili odgovor, da komu predstavimo, se pravi, predstavitev za en teden in še zraven literaturo, ki nam lahko pač pomaga. Tako da recimo na tak način se mi zdi, da večina profesorjev deluje, ne, da probajo razumeti, kje se zatakne, ampak če se zatakne. Ful dober. Nikolaj, ti boš povedal še, kako je na prvi stopnji ali je podobno kot pri nas? Ne, vse je ful podobno, ker eni profesori mogoče so celo isti, sicer se razlikujejo, ampak ne po značaju, kot sem zdaj ugotovila, ne. Sicer mogoče bi lahko rekel, da so vaši ful boljši kot naši, ne, ampak so čisto vsi odlični enako, tako da to je lepo. Zdaj, mogoče eno zanimivo misel sem imel. Zdaj, ko se je Jezus učlovečil, je Bog pristopil do človeka. In zdaj mislim, da marsikateri profesor nekako tudi pristopi do študenta. Zdaj, res probaj razumeti o tem, kaj je, ne? Vsej večina profesorjev je tudi bila študentov, eni so se pač tako rodili, ampak razumejo, zakaj se gre. In sem imel samo eno situacijo tako ful podobno, pa se je res pokazalo, kako razumevajoči v bistvu so. Smo bili na duhovnih vajah in sem seveda imel tam vse veliko stvari, vse se dogaja, malo moliš, bla, bla, bla. In sem se pozabil prijaviti na izpit. In zdaj pišem, kaj naj storim. In je rekel sam, gledajte, vi pridite, pišite, pač pokažete svoje znanje in vam pišem naslednji rok. Ni vprašal, kaj je bilo, ni vprašal nič. Je rekel, gledajte, pač razumem, se zgodi, pridete, opravite, ko je naslednja možnost, jaz opravim še svoj del, se pravi, da opiše oceno in vse odlično. Pa se mi zdi, da je bil res tak nek lep prikaz tega, kar nas mogoče na teološki celo učijo. Tega nekega odnosa človeka do človeka in čeprav je profesor, seveda si spoštljiv, pa si vljuden, pa veš, da imamo že doktorat, ti pa že niti diplome, ampak mislim, tisto, kar je bistveno je človek in mislim, da tega vidika na teološki niti profesori ne zgubijo. No. Ker se, mislim, nočem govoriti za druge, ampak me skrbi, da se včasih res zgodi, ko smo že prej omenili, da je kdo kot številka, pa pač eden izmed mnogih, ki mora opraviti seminarsko. Tukaj pa, naprimer, en profesor me je opozoril, ja, gledajte, kolega, vi lahko upravljate to seminarsko, lahko začnete, jaz se strinjam z vami, sam mene tako skrbi, ni literature, pa ne vem, kaj boste delali, ne. Pa mi je bilo izjemno, ne. Mislim, dejansko sem se zamislil in sem, ja, ok, pač ne morem pisati tega, ne. In mi je povedal na prijazen način, naprimer. Še mogoče samo ena situacija taka zanimiva z prvega letnika. Je bila ena sošolka, tista moja edina kolegica dvopredmetna, so se ji prekrivala predavanja. V bistvu na filozofski je imela vaje, pri nas pa predavanja. In se je zgodilo, da je bil malo problem, da je ni bilo na predavanjih. In je bila stiska, seveda, te skrbi, kaj bo zdaj rekla profesorica, pa ne vem kaj. No, pa seveda, da je bil problem, profesorica želela prepričati, da naj pride vseeno raj na predavanje kot ta, ampak vseeno so vaje in kompromis je bil nekaj v smislu, da gre pol tja, pol pa sem.
Se pravi, tudi če je situacija, da načeloma nekaj je obvezno ali pa ima profesor vizijo, pa da hoče študenta, da res pokaže, ja, meni je pa mar za vaš predmet, pa jaz želim delati tukaj, se v bistvu vse uredi. Se čisto vsaka stvar uredi, ampak je pa pomembno, da si vsi zapomnijo tisto, kar smo omenili na začetku zdaj. Če ne poveš, pa ne vprašaš, če lahko, pa če ne prosiš, pa se, ne vem, mogoče celo upravičiš ali pa zahvališ za razumevanje, se težko kaj stori. Brez kruha niti ni pomnožitve, a ne? Oziroma, mene osebno zanima, kakšna je pa vaša izkušnja glede samega duhovnega življenja. Zdaj, mislim, pač itak to je stvar posameznika, pa tako osebno, ampak če bi mogoče kdo želel kaj deliti, ali pa kaj je videl, katere možnosti v bistvu se ponujejo, ker nekako se mi zdi, da na drugih fakultetah tega ni, ne? Pa tudi, če se gre samo za, naprimer, vprašanje smisla življenja, se mi vseeno zdi, da na tej fakulteti tudi res, kot smo prej lepo povedali, za življenje dobiš marsikateri odgovor. Jaz tega mogoče na fakulteti sami nisem toliko opazila, sem pa opazila, da se tako, ko gremo po faksu na kavo, dosti pogovarjamo o tej duhovnosti in o tem, kako vpliva na nas, pač bolj na ta način. Ok, jaz zdaj mogoče, kar je meni všeč na teološki glede tega je predvsem to dopuščanje te raznolikosti. Nekako, jaz bom čisto iskreno povedala, da pač nisem verna in sem se malo bala tega, ker sem prišla. Mi je bilo pa zelo fajn, ker se mi zdi, da je zelo sprejemajoče in da dopuščajo da si pač ali drugačne vere ali da nisi tako naprej, da probajo vse sprejeti in upoštevati. Hkrati pa pač spodbujajo k neki osebnostni rasti, pa da sam pri sebi raziskuješ to duhovnost, tako da to se mi zdi zelo fajn. Mogoče bi se omenila, da tega je Monte Tomaše na kapeli, ena možnost. No, zdaj mogoče, če se še z osebnega vidika navežem zdaj na Hanin odgovor, ki je tako lepo izpostavila, pač je ful pomemben vidik, ker vseeno imam zdaj marsikatere kolege, naprimer še v srednji šoli, pa celo kakšne maturante sedaj, razmišljajo, če bi drugo leto prišli, in potem se najde kakšen tak, ki mogoče pač ni, ne vem, ni veren ali vseeno ga to ne zanima toliko, pa se ne bi s tem toliko ukvarjal. In ga zdaj zanima, a to bo zdaj nek velik problem, jaz gremo na teološko in zdaj Boga, veš, pač ne vem, In mogoče, če delim eno tako izkušnjo, je bilo na mojem informativnem dnevu fakultete, ko sem prišel prvič na faks, in zdaj tako sem bil navdušen, tako vse fajn starinsko zgleda, pa vse je v bistvu dovolj moderno, da deluje v redu, pa da si res fajn študent, ampak pridemo v knjižnico, in se jaz opogumim in vprašam, a zdaj pač tukaj so ljudje tudi, ki ne vem, niso verni ali ne vem tako. In se ena študentka se obrne, me tako pogleda, pa pravi, ja, ni problema, jaz sem budistka. In jaz, wow. In mi je bilo res tak, v bistvu zelo topel občutek, Ker, mislim, če iskreno povem, večinoma smo taki, ki se tudi spoznamo ali pri maši, pri študentski maši ali pa tako, ampak osebno pa nisem bil priča nobenemu takemu dogodku, ki bi bil to kak problem, če zdaj nekako živiš to ali pa tudi ne. Vseeno, pravim, osnova smo ljudje in se zdaj učimo vseh teh stvareh in ne vem, je pa definitivno en tak velik plus. Mogoče zdaj za tiste, ki se malo bolj spoznate na teologijo, je lepo, da se opozori, da vseeno smo katoliška teološka fakulteta. Ene druge so, na primer, bolj protestantske ali pa pravoslavne ali pa tako.
Drugače pa niti nekega predvsem. Ne vem, mislim, da so te stvari lažje povedati osebno, tudi ko se spozna. Ali pa imamo kakšne take prav teološke debate tudi z sošolci na hodnikih, in potem se tako prepiramo, naprimer, če je nek cerkveni oče prav učil ali ne, in kako zdaj to mi naj sprejmemo, in če bomo izstopili iz cerkve, če to sprejmemo. Ne vem, so ene take poteze življenja, ki se pojavijo na naši fakulteti, ki se na drugi pač enostavno ne bi. Na splošno v skupini prijateljev, ja, ampak tukaj pa mi je res lepo, da je tudi to samo študijsko okolje tisto, ki te spodbuje, da premisliš tudi te svoje stvari, take duhovne, tiste mogoče malo globlje ali pa je res intimne. Mi je zelo fajn. Kaj vemo, kako je bilo skozi zgodovino, pa koliko problemov so kakšne skupine predstavljale, ampak danes pa vseeno, če se vsi potrudimo za to, da nam je v redu, po mojem, nam je dejansko in iskreno lahko zelo lepo. Super, hvala vam. Počasi se nam čas izteka. Hvala vsem za vaše mnenje, pogled na študij, na ta pomemben del vašega življenja, kje ga prebivate in kako in na kakšen način. Tudi se vam zahvaljujem vsem za udeležbo.